Pravijo, da jabolk ne pade daleč od drevesa. Rado Mužan je bil velik gledališki igralec, ustvarjalec in tak je tudi njegov sin, ki je vodja skupine Gašperja Lambergarja. Matjaž Mužan, pozdravljen. Lep pozdrav. Tako je, imate prav, jabolko res ne pade daleč od drevesa, tako da oče je 30 let nazaj začel ustvarjanja v kulturnem društvu igralske skupine Viteza Gašperja Lambergarja, ki je zastavil smernice, je postavil zelo visoke nivoje, kar se kulture tiče. To je na 3 srednjeveških, bom rekel, zgodovinskih obdobjih, srednji vek, renesansa in barok. In mi poskušamo to peljati naprej, tako kot se je on to zamislil postavil, tako da danes v Radovljici na Venerini poti smo sigurno vsaj 15-tič, tako da čez cel dan imamo 8 nastopov v vseh 3 obdobjih, ravno kar se je zaključil predstava Baročna ženinove težave, kjer bom rekel, grajska gospoda išče pravega partnerja, seveda si ga išče v svojih krogih, kjer so bolj premožni, ampak njej je bolj pri srcu preprost vaški fant, s katerim na koncu najdejo skupni jezik in se seveda poročita. Obiskovalci so kar malo onemeli, ko je Možnar počil in so kar malo poskočili. Seveda, v našem društvu se trudimo, da vsako obdobje ima svoje značilne srednjeveška oziroma orožje za določeno obdobje. Tukaj v baroku ste videli rapirje, prvo smo posabljali in seveda na koncu so Možnarji počeli, seveda je bilo kar malo panike, ljudje ne pričakujejo, tako da je kar zanimivo to videti. Kakšna je vaša obleka, ki jo nosite? Obleko, katero imam na sebi, je baročna. Kakor vidite, so čipke, okrog je slinček, na katerem so čipke, potem vse srajce so na koncu ščipke, ker je bil to, bom rekel, bolj rokoko obdobje, se pravi, so bili bolj lepo gospodsko oblečeni, tako da ja, to je ta prava baročna obleka. Kakšna pa je celotna skupina, koliko vas je vseh skupaj? Celotna skupina naša šteje 35, bom rekel, članov, od tega nas je 25 res dejavnih, ostalih 10 so bolj občasno, ker tudi danes v Radovljici tukaj nas je 25, pa moramo vedeti, da so še dopusti, tako da se moramo še tukaj zmeniti, ampak vse predstave imamo tako narejene, da lahko tudi se malo zamenjamo, tako da zadevo lahko spravimo skozi tako, kot je treba. Vaša skupina Gašperja Lambergarja je aktivna skozi celo leto, še posebej pa zdaj poleti nastopate na Blejskem gradu še vedno? Na Blejskem gradu nastopamo vsak torek ob 5. popoldne, se boste tega ženina lahko ogledali, in vsak četrtek ob 5. popoldne srednjeveško zgodbo Lambergarjeva dogodivščina, drugače je pa res veliko nastopamo, ne samo na Blejskem gradu, nam se sezona začne maja, zaključimo jo oktobra in smo prisotni po celi Sloveniji in tudi v Evropo, ven hodimo, kjer so prav zanimivi nastopi, seveda lažje hodimo, ker imamo predstave tako postavljene, da brez govorjenja lahko izpeljemo predstavo, ker je zgodba tako zasnovana. In kakšna je vaša zasedba? Imate že mladi kader? Naša zasedba je od 2 let pa do 80 let, če sem čisto iskren. Seveda tudi moja 2 sinova sta zraven, tudi se učita mečvati, plesati, tudi princeske mame, tako da je res skrbimo za podmladek, tako da se ne damo, bomo še dolg časa popestrili kakšne nastope oziroma gledalcem bomo dali nekaj.